Melodrom ste zasedba, ki ravno nimate veliko koncertov, če pa že so pa po večini bolj v klubski sceni, pa me zanima, kako so vaši odnosi do festivalov oziroma nastopov na takšnih odrih, kot je to danes. Načelno sprejmemo vsakega, če nas povabijo in če so neki programski okviri in tehnična plat nekako zadovoljuje minimalni naš standard, tako da v bistvu me čudi, da v bistvu malo igramo. Ni to neka naša a priori izbira, mi se ne branimo festivala. Smo pa prvič na Lentu, ja. Če pogledamo v današnjem času, je zelo postal ta recimo PR glasbenih skupin že zelo agresiven. Vi se pa recimo nekateri rečejo, da se ne pojavljate toliko v medijih, pa me zanima, mogoče to počnete načrtno ali pa vas mediji mogoče preveč bojkotiramo oziroma ne omenjamo toliko. Kaj pa vem, moram reči, da se jaz osebno bolj malo ukvarjam s tem vprašanjem, ko pač pride do naše skupine. Je pa tako, da verjetno ima pač vsaka skupina neko svojo logiko promoviranja, no. Nam se enostavno mogoče tudi nikoli ni zdelo, da bi morali se izrazito pojavljati oziroma bolj pojavljati kot delati glasbo, no. In nekako se nam zdi, da mora iti eno z drugim. Ja, če pač, jaz ne maram recimo pač tega izrazito agresivnega pristopa, no. Pač kot rečeno, no, so pa sigurno mediji, kjer se pač načrtno ne pojavljamo oziroma jih zavračamo na nek način, ampak to je bolj zaradi njihove neke vsebinske naravnanosti, ki ponovadi nima preveč, jih niti ne zanima naša glasbena plat, no, tako da potem pač nas pa ne zanima razdajati osebne, tako da mislim, da vzajemno ignoriramo. Maribor bo prihodnje leto gostil Evropsko prestolnico kulture, pa me zanima vi kot nekako vsestranski kulturniki, kakšno prestolnico kulture bi si mogoče želeli, pa ne le za Maribor, ampak mogoče za celo Slovenijo, kaj bi si želeli vi sami kot kulturnica? Mislim, da si zdaj čisto preveč široko vprašanje zastavlja za neke takele izjave kratkega tipa. Mislim, to, kakšna naj bila kulturna prestolnica, mislim, da je stvar, ki se absolutno ne gre lotevati tako niti na hitro, niti zgolj iz nekih osebnih preferenc in okusa, ne. Jaz bi si verjetno, če bi bila moja, ne, naredila nekaj takega, kar bi bilo pač verjetno meni všeč še komu. Vprašanje pa, če bi zadovoljili neko pač širšo populacijo, kar pa je nenazadnje en od namenov kulturne prestolnice. Tako da mislim, da je preveč večplastno vprašanje za tako za na hitro.